Terapevtske živali lahko zdravijo več strahov. Strah pred samo živaljo, najpogosteje psom, strahovi pred drugimi ljudmi, pred šolo, pred vrtcem, pred javnim nastopanjem, pred tem, da bi bil otrok vprašan. Potem so pa še različne anksioznosti, tesnobe, zaradi katerih otroci ne morejo spati, niso sproščeni, ne upajo k šolski uri. Jaz sem psihologinja in terapija z živalmi je podporna terapija. Se pravi, jaz delam s človekom ravno tako, kakor pa če bi prišel k meni v pisarno. Ker pa pač pride sem, kjer je okolje precej bolj sproščeno, kjer je več živali, je pa ta napredek lahko tudi veliko boljši in uspešnejši. Terapija običajno poteka 45 minut. Najprej gremo pozdraviti živali, ki so tu prisotne, se z vsako malo pogovorimo, pobožamo, včasih tudi hranimo. Potem pa se med to terapijo ves čas pogovarjamo z otrokom in vse v povezavi s njegovo točno določeno težavo ali motnjo, s katero je prišel k nam. Učinki terapije so seveda dolgotrajni. Če je ena težava manjša, jo lahko odpravimo tudi v 4–5 obiskih. Medtem ko je pa težava večja ali pa je to že neka motnja, včasih traja leto, 2 leti, tudi 3. Učinki se pa res poznajo. Za odpravljanje strahov so dobre različne živali. S tem, da če je strah pred psom, je zelo pomembno, da ne začnemo kar tisti prvi trenutek pripeljemo psa in skušamo to odpraviti, ker je ta stres res prevelik in je to prehuda. Bi lahko se strah samo še povečal. Se pravi, začnemo z drugimi živalmi, pridobivamo na samozavesti otrokovi, razložimo, zakaj tako čuti, zakaj se psi na tak način obračajo na njih, v bistvu, ker tudi ta strah lahko preberejo in se potem tudi oni njega bojijo. In potem postopoma začnemo z najbolj mirnim psom, ki se nič ne premika, da ga božamo in vedno bolj in na koncu oni premagajo ta strah, da lahko tudi se lovijo s psom, igrajo in lahko tudi večji pes pride, pa se ga ne bojijo več.